Evo, tako kot sem omenila, je z nami danes magister Miloš Židanik, ko pa zdaj predajam besedo, pa bo podelil ekran. Moje današnje razmišljanje je osnovano na eni raziskavi, ki jo je NIJZ napravil ravno v času COVID-19, v času drugega vala epidemije. In so res zaskrbljujoče številke, pa se mi zdi dobro, da si jih nekoliko pogledamo. Prva stvar, to so tudi znali povedati po občilih, da je dosti nasilja v času epidemije kot pred njo. Vidimo, nasilje v družini se je povečalo z 1,9 na 2,9%, na delovnem mestu pa od 2,1 na 3,7%. Zdaj, tisto, kar se mi zdi pri teh številkah zanimivo je, da je dobro jih malo pogledati od zunaj. Namreč, če pogledamo eno raziskavo, ki je bila opravljena v Evropi, se je 55% žensk počutilo nadlegovane po 15. letu starosti, največ na Švedskem 80%, najmanj v Bolgariji 20%. Teda kaj nam to sporoča? Da gre v bistvu za vprašanje naših socialnih predstav, koliko smo mi senzibilizirani za doživljanje agresije. In jaz mislim, da smo v Sloveniji zelo tolerantni do pojava agresije med štirimi stenami, pa tudi drugje na delovnem mestu. Če pogledamo v Ameriko, tam je domačega nasilja 25%, se pravi, te socialne predstave, kaj je prav, pa kaj narobe, so dost odvisne od kulturnega okolja. Tako da, kakorkoli pa gledamo, te številke v Sloveniji, pa je prišlo do porasta, do bistvenega porasta. Znaki depresije v tej skupini, ki je bila anketirana, vidimo 3500 ljudi, depresivno razpoloženje in obup kar v 60%, pomanjkanje zanimanja, veselja pri 70%, težave s spanjem, preko 70%, utrujene s pomanjkanje energije, vidimo 82%, težave z zbranostjo, malodušje, razočaranje na sabo in tako naprej. Vidimo napadi panike kar v 30%, to je več kot anksioznost in strah, in težave s spominom pri 40%. Zdaj, depresija je na nek način skupek nekih simptomov. Treba je vzeti v zakup, da depresija pri moških izgleda drugače kot pri ženskah. Pri nas je manj žalosti in joka, več je razdražljivosti in skipljivosti, ker namesto, da ta agresija gre v človeka, gre iz njega ven. In zato je to drugačna pojavna oblika. Pod palcem pa lahko rečemo, da je okrog 60% ta trenutek depresivnih v Sloveniji v času COVID-a. 10% ljudi je pomoč poiskalo, 18% se zaveda, da pomoč potrebuje, ampak pomoči ni poiskalo in velik del meni, da pomoči ne potrebuje. Kako to? Zdaj, tisto, kar je meni najbolj padlo v oči, je ena moja predstava, da je depresija in anksioznost naša nova normalnost. In da nekdo, ki ima depresijo in anksioznost, v bistvu v naši družbi ne izpada več. Kako to, da je toliko depresije in anksioznosti? Dejstvo je, da gre za številne izgube v tem času. Najpomembnejša izguba varnosti, najbolj ene varne prihodnosti, preko varnosti zaposlitev. V bistvu varnih zaposlitev v Sloveniji več ni. Mogoče smo najbolj varni še v zdravstvu, ker so nas zdaj res potrebovali, pa so naše kapacitete bile zapolnjene. Potem gre za izgubo telesnega zdravja. Če v prvem valu epidemije v bistvu je redko kdo poznal koga, ki je zbolel za COVID-om, zdaj v drugem valu
je vsakdo, koga poznal, tudi ki je bil v bolnici, ne? Ker je toliko ljudi za COVID-om zbolelo in mislim, da smo vsi se zavedli, da zdravje ni nekaj samoumevnega, ne? Kar smo čutili v času pred epidemijo. In ker je večina zdravstvenih kapacitet bila preusmerjena v obravnavo za COVID-om zbolelih bolnikov, so se v bistvu ukinjali vse nenujni programi in to je imelo za posledice daljšanje čakalnih dob, tako za nenujne posege, pa tudi za kakšne preventivne preglede in verjamem, da nas čakajo v prihodnjih letih epidemije drugih bolezni od raka naprej. Izguba načrtovanja dopustov in prostega časa. Dopust je pomemben del naših življenjskih aktivnosti in to le predstavlja eno stisko, da imamo zožene možnosti običajnega življenja, kot smo ga poznali pred epidemijo. To so tu negotovosti, ne? Že prej je bila javnost razdeljena glede cepljenja, sedaj pa se ta polarizacija samo še stopnjuje. Če prej nismo imeli pojma, ne, kdo je farmacevtska firma, ki je neko cepivo proti gripi, na primer, proizvedla, ne, pa zdaj 10-letni otroci naštevajo farmacevtske firme različne, ki cepiva proizvajajo, ne, od AstraZeneke do Moderne in tako naprej. Tako da naenkrat je to postalo del našega vsakdana. Spreminjanje predpisov, ne, to, ko smo v naši bolnici, vem, so iz ure v uro so se pravila igre spreminjala, ne. Izguba svobode gibanja, ne, to je zelo pomembno, ko ti ljudi omejiš in jih stisneš v en prostor. Če pogledate, če kure vtaknete v kletko, ne, majhen prostor, se bojo začele kljuvati med sabo, ne. Ko ljudi stisneš na majhen prostor, se ni nič drugače, ne, in zato tudi porast agresije. Kjer so izgube, tam je depresija in kjer je negotovost, tam je strah. Največ težav v tem velikem žaklu so pri otrocih in mladih. Pri otrocih niso delali anket, najmlajši so bili študentje, tako da teh je bilo kar 606 in znaki depresije so bili vidni pri kar 90%. Ne? Če smo prej rekli, da lahko tak plus minus približno ocenimo na 60%, pri študentih pa kar 90%. Negativen odnos do sebe, 88%, zloraba alkohola in psihoaktivnih substanc skoraj oziroma pri več kot tretjini, motnje hranjenja, to so anoreksija, bulimija, 62%, kronična utrujenost, 85%, samomorilno vedenje pri skoraj četrtini študentov. Napadi panike, če smo rekli prej v splošni populaciji, pri vseh 30, tukaj 51. Ne. Kako to? Preprosto zato, ker so otroci najšibkejši. Več pritiskov je v družbi in več je frustracij. Tako smo prej rekli, ne, strah pred izgubo službe. Ne. Bom lahko prehranil družino, ne bom jim mogel prehraniti. Ali recimo, grem v službo, pa je šef nezadovoljen, pa pritiska name, pa tam ne smem nič reči, pa pridem domov in imam občutek, da pa doma pa lahko te svoje frustracije dam iz sebe. Ne? In kdo je tista boksarska vreča? Šibkejši od mene, to so praviloma ženske, otroci in živali. Ne? Tako kot smo se že prej pogovarjali, moški tip depresije je drugačen, ne, kot pri ženskah, to je več razdražljivosti, skipljivosti in zlorabe alkohola. Alkohol pa tisto, kar napravi, je, da raztopi naš nadjaz, ki nam pravi, kaj je prav in kaj narobe, kaj je primerno vedenje in kaj ne. In takrat tisto, kar je v nas noter, izbruhne iz nas ven. Ne? Tako da žalostni ljudje so potem z alkoholom depresivni, pa delajo samomore, veseli postanejo srečni, jezni pa agresivni. Ne? Tako da alkohol je zelo atipična droga, ne? Ker pri vsakem
nekoliko drugače deluje. Skratka, takrat pride ta jeza in frustracija iz človeka ven. Pri mladih odraslih je velika težava, ker v bistvu so izgubili te rituale vstopanja vseh odraslih, kot so ti maturitetni izleti in plesi. Letos že druga generacija nima maturitetnega plesa. Letos so jim tudi maturitetni izleti odpadli. Drug problem je internet. Že prej smo govorili o prekomerni uporabi interneta, tudi o odvisnosti od interneta. Zdaj v fazi epidemije se je pa internet pokazal kot naš rešitelj socialnih stikov. Ampak tisto, kar pa je neprijetno v povezavi z njim, pa je to anonimno komentiranje. Nekdo si misli, da če je anonimen, da si lahko res vse privošči. In je ogromno žaljivosti in ogromno agresije. V bistvu pa, če pogledamo malo nazaj, je že pred epidemijo bilo v naši družbi zelo veliko destruktivne agresije. Če smo pogledali po svetu vojna območja, vse posod, konfliktne situacije, kamorkoli človek pogleda. In ta destruktivna agresija otopi naše čute. In potem potrebujemo vedno več intenzivnih vtisov, da sploh kaj zaznamo. Če pogledamo Netflixove filme, ki so zdaj v trendu, ki imajo največ ogledov, tisto, kar je v ospredju, kar se najbolj prodaja, je agresija in eksplicitna spolnost. In vedno več in vedno globlje. Da sploh še kaj čutimo in zaznamo. Včasih, ko smo odpirali kakšno knjigo, ponavadi je prvo poglavje se začelo s kakšnim liričnim opisom pokrajine, v kateri se je dogajanje neko začelo. Danes, če ni na prvi strani že nek umor ali nek hud zaplet, da se gre v neko akcijo in reševanje, otroci že izgubijo zanimanje in knjigo odložijo. Pornografija nam v bistvu sporoča, kakšna je normalna, pod narekovaji, spolnost. Tudi naši otroci se učijo, kako izgledajo intimnosti. In tisto, za kar je človek potem oropan, je eno nežno približevanje in tipanje v odnosu, ker je pač spolnost, ki bi naj bil tisti najgloblji stik med dvema, zreducirana na neko posteljno telovadbo in na eno grobost. Tu ni prostora za nežnost in tipanje. Tako da predstave, kak bi naj intimni stik med dvema izgledal, se zaradi tega dosti spreminjajo. In potem imamo težave z ljudmi, tako v odnosu drug z drugim, zaradi razočaranja glede intimnih stikov, naraščanje desničarskih sil, odnos do beguncev v celi Evropi. To je bil tudi razlog, da je Anglija šla iz Evrope. Jačanje diskriminacije deprivilegiranih skupin, podobno Turčija, ki je kako ironično odstopila od Istanbulske deklaracije, ki govori ravno o prepovedi fizičnega obračunavanja z ženskami. V končni fazi Slovenija tu čisto nič ne zaostaja. Kaj lahko naredimo sami? Prvo je, da ozavestimo naše nezavedne čustvene in vedenjske vzorce, ki negativno vplivajo na naše medosebne odnose in da se od njih poslovimo. Takšni kot smo posledica celega svojega življenja, od rojstva do tega trenutka, kako smo rasli in zoreli skozi medosebne odnose. In način, kako mi stopamo in vzdržujemo medosebne odnose danes, ima seveda posledice, kako smo mi razvijali svoje socialne spretnosti skozi celo naše življenje. Od prve družine skozi druge pomembne medosebne odnose.
Druga stvar je, da se zavestno odločimo, da nam bo mar za druge ljudi, pa tudi za vsa živa bitja in naš planet. Da se samo kultiviramo, ker od družbe, ki nas usmerja v egoizem, v potrošništvo, v odtujevanje in patološki narcizem, tega ne moremo pričakovati. Zakaj egoizem? Verjetno ste že slišali kakšne psihologe ali strokovnjake, ki so rekli, kako je treba imeti rad samega sebe in kako se moramo sprejeti točno takšne, kot smo, in kako imamo od drugih ljudi tudi pravico zahtevati, da nas sprejemamo takšne, kot smo, z dobrimi in slabimi lastnostmi. Ampak v bistvu je to egoistična zahteva. Če smo mi živi, če hodimo po tem svetu z odprtimi očmi, odprtim srcem, odprtimi ušesi, bomo vpijali nove informacije in se bomo spreminjali, bomo širili naš sistem zavedanja in se bomo spreminjali. Teda tisti, ki se ne spreminjajo, tisti, ki rečejo, jaz se v zadnjih 30 letih nisem nič spremenil, to so mrtvi ljudje, ker niso v kontaktu z svetovi drugih ljudi, niso v kontaktu z svetovi drugih živali, s tem svetom, ampak ostajajo samo v svojem svetu. Tako da, med odraslimi brezpogojna ljubezen, tako ali tako ne obstaja, niti ni zdrava. Si predstavljate, pa to ni redko, ko reče alkoholik, da se ne bo spremenil in da ga njegova žena mora sprejeti takšnega, kot je. A ima pravico ta žena reči, meni pa to ni okej? Ima pravico reči, čuj, če pa ne boš nehal piti, pa greva reči na razen? Spravi, to ni zdravo za alkoholika, je najboljše, da se mu reče, ne, gled, tu je meja, če misliš takim vedenjem nadaljevati, pač brez mene. Zrelost osebnostna pomeni, da zmoremo zamenjati funkcioniranje po principu užitka, zato da delamo to, kar je prav. Najpomembnejša stvar, smisel življenja, to je najboljši antidepresiv. Če delamo stvari smiselno, ki so smiselne, ki so v širše dobro, ne samo v moje osebno, ampak v globalno dobro, potem ni obžalovan. Najhujši strah je strah, da bo šlo življenje mimo nas. Da smo živeli v prazno in takrat pride obžalovanje. Če pa počnemo nekaj, kar je dobro, kar je smiselno, potem pa ta strah odpade. Pa lahko smrt v končni fazi pride tudi jutri, ker sem živel polno življenje. Skratka, to so pomembna vprašanja, na katera si tekom našega življenja moramo odgovoriti. Kaj je moja poklicanost, to življenje? In smisel mojega obstoja. In če sledim svoje poklicanosti in živim svoj smisel, potem ni strahu. Potem lahko opazimo, da na nivoju mojega 13-letnika funkcionira zelo veliko odraslih ljudi in to je zaskrbljujoče. Pomembno je, da iz teh vlog zmoremo izstopiti in da preprosto postanemo zemljani, prebivalci tega planeta. In da zmoremo prepustiti vire, vodo, hrano, prostor tudi drugim zemljanom, ker zemlja ni naša lastnina. Ko smo prišli na ta svet, nismo prišli kot lastniki zemlje. In ko bomo odšli z tega sveta, tudi ne bomo šli kot lastniki zemlje. Goli in bosi smo prišli in goli in bosi bomo šli. Teda vse to, kar zdaj uporabljamo, nam je samo na posodo. In približujejo se težki časi. Po nekih projekcijah bo do leta 2050 četrt milijarde klimatskih beguncev. Ne beguncev zaradi vojn ali ekonomskih, tudi ti bojo, ampak samo klimatskih bo toliko. Tisto, kar lahko naredimo
v fazi krize je seveda da ustvarimo en kvaliteten partnerski odnos. To je zelo pomembno. Svojih staršev si ne izberemo, svojih otrok tudi ne, izberemo si pa partnerja. In to je najpomembnejši odnos, ki obstaja. Tako kot sem prej rekel, da se spreminjamo, če smo le živi, tako se spreminja tudi odnos in preko odnosa naš partner in tudi on se spreminja ves čas. Skratka, najslabše je, če rečemo, ok, zdaj je to naš partner, pa smo odkljukali. To je prva stopnica k odtujevanju. Odnos je živ in se nenehno spreminja in zato moramo postaviti v prihodnost to podobo najnega odnosa, da se usmerimo v to smer, ki je najbolj optimalna in najboljša za naš odnos. Pomembno je, da izbiramo približevalne stavke. Vsako vsebino lahko povemo na dva zelo različna načina, ali na približevalen način, ali pa da drugega odrivamo od sebe, z očitki, s krivdiranjem, s povzdigovanjem glasu. Do povzdigovanja glasu pride zaradi občutka, da nismo slišani v odnosu, ali pa takrat, ko nam zmanjka argumentov in potem nastopamo s pozicije moči. Tako da to nikoli ni dobro za odnos. Pomembno je, da znamo izraziti sebe, da znamo podati to, kako se počutimo, kako doživljamo stvari, ne pa da reagiramo, da čustveno odreagiramo na nekaj, na pripoved drugega človeka. Pomembno je, da imamo nekje odnos pred sabo in da preden jaz eno misel izrečem, da se vprašam, ali je to dobro za odnos ali ni to dobro za odnos. Tako da smo prej gledali, ljudem imamo pravico vse reči, kar mi pade na pamet, ni pa to vedno dobro za odnos. Ko sem rekel, to, ko smo prej gledali, marsikdo reče, jaz sem pa odkrit in iskren, kar je sinonim za žaljivost. Ne tega pozabiti. Zelo preprosta beseda, ki dela čudeže. Ampak oprosti mora nositi tudi v sebi to sporočilo. Zavedam se, da sem naredil nekaj narobe in naredil bom vse, kar je v moji moči, da tega ne bom več ponovil. Tako da pomembno je, da se znamo uriti, da rečemo oprosti, če smo nekoga v odnosu ranili. Pomembno je, da govorimo o sebi, ne o drugem. Jaz imam občutek, jaz tako razmišljam, ker to pomeni, to je moja resnica, dopuščam možnost, da je tvoja resnica drugačna. In če pristopim na ta način, drugi ne čuti tega kot napad na sebe in se lahko v miru odzove na mojo sporočilo. Brez sodb, smo rekli, brez krivdiranja in očitkov, ker očitki rodijo samo proti očitke in potem pride do konflikta. To je tudi eno tako staro priporočilo, da če že mislim povedati o svojem partnerju kaj slabega, da najprej dobro povedati vsaj 5 dobrih stvari. V čem pa jaz vidim, da je moj partner dragocen in dober, da ga ta moja kritika ne prizadene. Vsak odnos potrebuje nego, vsak odnos potrebuje čas za preživljanje časa skupaj. Ravno zdaj je v terapevtskem odnosu z mano en moški, ki je v hudi partnerski krizi, ki je na tem, da gresta z partnerko narazen in on razmišlja o tem, kako bo hodil na kolesarjenje z drugimi svojimi prijatelji in kako bo hodil na boks z drugimi svojimi prijatelji. Tako da to ni najbolj posrečen izbor prostočasovnih aktivnosti, ker oba seveda hodita tudi v službo. Vsak odnos potrebuje, da v njega vlagamo energijo, voljo in da ustvarjamo nek skupen prostor. Pomembno je, da drugemu odpremo vrata svojega sveta, ga povabimo partnerja v naš svet
In naloga drugega je, da v ta svet stopi zelo previdno, zelo tipajoče in zelo spoštljivo. Ker najbolj se lahko ranimo prav v bližini. In zato je ta previdnost in tipanje izjemnega pomena. In potem, ko spoznamo drug drugega, potem lahko gradimo nek skupen prostor, kjer se najdeva oba. In zrelost ni brezpogojna samostojnost. Zrelost je, da znamo dati del sebe, del svojih potreb na stran na račun partnerskega odnosa in na račun družine. To, kar odnos potrebuje, je ljubezen, bližina, spoštovanje, stabilnost in stalnost. In da res gremo v to smer, da takšen odnos ustvarimo. Problem je v naši družbi, kjer je odtujenost postala norma. Normalno je, da mož in žena nista prijatelja in da potem imajo ženske svojo žensko družbo in potem to sprejemamo kot normo, da je normalno, da ima moški večer in da ima ženski večer in potem še dva se izpogajata, koliko je to najbolj primerno, da je to čim bolj razporejeno, pa hodijo moški na fuzbal, ali na kolesarjenje, tako prej ženske pa hodijo na kofetkanje. Ne? V bistvu je pa problem v tem, da dva ne znata ustvariti enega prijateljskega odnosa drug z drugim in potem iščeta nadomestne odnose. Tako z prijatelji, prijateljicami ali pa z živalmi. Ker vsak potrebuje to, da ga nekdo ima rad. In če tega ne znamo ustvariti v partnerskem odnosu, si to iščemo drugje. Pomembno je, da se zavestno usmerimo k empatiji, da se svojo energijo, svojimi čustvi objamemo drug drugega in da izbiramo potem besede in način, ki drugega človeka ne rani. To je knjiga, ki jo priporočam vsem, ki se jim v partnerskih odnosih zalomi, da je izjemno pomembno orodje v roke, kako se pogovarjati. 1,5 ure na teden, pol ure govori eden, pol ure drug, pol ure za dialog in na ta način, kot smo govorili prej, ne? Samo v sebi, nič o drugem, o čem jaz razmišljam, po čem jaz hrepenim, ne? Na ta način svoj svet odpiramo drug drugemu. Mnogi ljudje imajo navado drugim skakati v besedo in stavke in misli drugih zaključevati sami, čeprav ne vejo, kaj bodo drugi povedali. Tako da zato je fajn, da morajo pol ure biti čisto tiho. Eni drugi pa ne znajo govoriti o sebi in zato je tudi za njih fajn, da imajo pol ure na razpolago, ko jih partner pol ure pozorno posluša, tudi če so tiho. Ker tudi v tišini smo skupaj. In potem bo tisti drugi, ko se bo poglobil vase, pa mogoče naše neke vsebine, o katerih bo spregovoril. To, da smo si ljudje različni, v tem ni nič slabega. Tako da jaz verjamem v tisti pregovor, da se nasprotja privlačijo. Ker če smo si zelo podobni, je vse zelo hitro samoumevno in se nam za odnos ni treba nič kaj dosti truditi. Samoumevno je, kaj imamo radi, katero glasbo radi poslušamo, kako preživljamo prosti čas. In zelo hitro potem jemljemo tudi partnerja za samoumevnega. Če se pa moramo za odnos potruditi, če smo si različni, pa moramo dosti bolj delati na vabljenju partnerja v svoj svet in obratno. In dosti več energije moramo vložiti v ustvarjanje skupnega prostora. Dosti več svojih potreb moramo znati dati na stran, na račun drugega, ne? In se učimo ustvarjati kompromise. Če je eden rad hodil na počitnice v hotele, drug pa v šotor, pa najdeta kompromis, pa gresta za poletje v en apartma. Tako da je možno najti vedno srednjo pot, ampak zato je potrebno preživljanje skupnega časa in veliko izmenjave informacij. Aktiven odnos do lastnega zdravja. Vsakem od nas je bipolaren arhetip bolnik in zdravnik.
In če tisti, ki je bolnik, pride v odnos z zdravnikom in svojega zdravnika v sebi projicira na zdravnika, v smislu, jaz sem samo bolnik, ti si samo zdravnik, se v tem ustvari neka pasivna drža. Ne? Spravi, zdravnik je tisti, ki mi da recept, kaj moram početi, kako se moram obnašati, jaz bom priden, ubogljiv, naredil bom tako, kot mi reče zdravnik, in potem sem doma in čakam na naslednjo kontrolo čez mesec pa pol. Bolezni je lahko pritisk za spremembo, naprimer preprosta zadeva, putika in uživanje mesa. Ne? Če bomo pasivni bolnik, bomo sprejeli zdravilo za nižanje sečne kisline in bomo jedli meso naprej. A ne bi bilo bolje in enostavneje nekaj spremeniti v naši prehrani? Sladkorna bolezen, visok pritisk, težave s hrbtenico in povečana telesna teža. Ne? Skratko, mi imamo možnosti, da vplivamo na svoje zdravje. Ne? Samo budni moramo biti glede tega in se odločati. Ali bomo sledili principu užitka, ali pa bomo delali to, kar je prav. Vedno znova in v vsakem primeru. Rak, vse raziskave kažejo, da ljudje, ki so raka preživeli, so spremenili hierarhično lestvico lastnih vrednot, da pogosto, ko so prej, jim je bilo pomembna ta ciljna orientiranost v službi, materializem, potem, ko so pa raka preživeli, pa so jim bili medosebni odnosi v družini najvišje na lestvici pomembnih vrednot. Zdaj, ko nekdo zboli za rakom, seveda ne moramo delati, ne moramo spraševati ljudi, kaj vam zdaj rak pozitivnega prinaša, nič. Ampak pozneje, ko pa pridejo, ko ozdravijo, ko pridejo ven iz bolezni, takrat se pa lahko vprašajo, ali morda ni ta bolezen prinesla tudi kaj pozitivnega. Na nas je, mi dajemo pomen stvarem, ki se nam dogajajo, bolezni, ki jih nosimo v sebi. In lahko jih slišimo in lahko stvari spremenimo, ko je še čas. To, kar smo, naša osebnost, to pomeni en skupek čustvenih in vedenjskih vzorcev, in te smo zgradili, ker se nam je neko vedenje najbolj izplačalo. In če ni pritiska za spremembo, tega ne bomo naredili. Prej sem omenjal alkoholike. Zakaj bi se alkoholik spremenil? Ni treba, ampak do spremembe bo prišlo samo, če bo nekdo vršil pritisk za spremembo. Ko govorimo o depresiji, prej smo rekli, 60% ljudi v času COVID epidemije je depresivnih. Tudi na depresijo lahko gledamo na dva zelo različna načina. Lahko na to gledamo kot na bolezen, se pravi, da so recimo naši nevrotransmiterji se izravnotežili. To je nekaj, kar je zunaj mene, na kar jaz nimam vpliva, vse, kar lahko počnem, je, da jemljem zdravila. Lahko pa pogledam, da je to pač eno normalno čustveno stanje, do katerega sem upravičen. In mogoče mi nekaj sporoča, mogoče je ta depresija tudi moj pomočnik, da sem bolj v stiku s sabo in življenjskimi okoliščinami, v katerih živim. Depresija je, če je bolezen, lahko alibi, da se ne spreminjam. Se pravi, tako sem prej rekel, vse, kar lahko naredim, je, da jemljem zdravila. Je pa lahko pričakovana in normalna reakcija na izgubo, kakršnokoli. Lahko je pritisk za spremembo. Pogosto ljudje, ki so ves čas v pogonu, v službi, doma, ki živijo, da tako rečem poenostavljeno, samo za druge in ne mislijo nase. Depresija je lahko klic v odnos v osamljenosti. Zdaj si predstavljate eno ostarelo gospo, ki sama živi v svojem stanovanju, otroci so daleč proč, in ti lahko zelo dobro funkcionirajo, ko je mama zdrava, pa samostojna, ko pa pokliče, kak je težko, kak komaj diha, kak ne more niti stati iz postelja, je valjda bolj prišli. Teda je dobro videti, da ima depresija tudi lahko eno funkcijo klicanja v odnos.
lahko povzroči pozitivno spremembo partnerskega odnosa. Pogosto rečejo ženske, da odkar hodijo k psihiatru, da je njihov mož do njih dosti bolj uvedeven, ker zdaj pa ve, da je ona res Boga, in več zdravil, kot ima, bolje ona Boga. Tu tudi ni za pričakovati neke spremembe, ker je v depresiji, zaradi tega, ker je depresija v tem primeru zaželjeno stanje. In dlje kot bo gospa depresivna, dlje časa bo trajal boljši odnos njenega partnerja do nje. Tudi tisto sem pa že omenil, da so moški lahko dosti boljši, če so depresivni, dosti boljši možje in partnerji. Lahko je pa znak izgorelosti v svetu narcizma, ker jaz zmorem nekaj časa vzdrževati to podobo popolnega človeka, poln energije, zabaven, sposoben, bister, ampak ker nimam neke atomske centrale v sebi, mi precej zmanjka energije in potem pade. Smisel življenja. O tem smo že govorili, to mi je izjemno pomembno vprašanje. To vsakega človeka vprašam, kaj je smisel življenja. In eni mi prinesejo tisto pesem, smisel življenja je ležanje na plaži. In to je normalno, ko je človek mlad, tam nekje do 23. 24. leta, potem pa je čas, da ta užitek počasi začenja puščati za sabo. Sreča včasih slišim, ampak sreča je kot sveti gral. Če je smisel mojega življenja, da bom jaz srečen, bom potem iskal neko delovanje, da bom prišel do te sreče, ampak ta se mi bo vedno zmuznila. Če bom pa delal tisto, kar je smiselno, kar je širše dobro, bo pa sreča prišla samo od sebe. V trenutkih, v dogodkih, pa bo spet šla, ampak nič hudega, če bomo vztrajali na svoje poti, bo sreča spet pri nas. Najhujše pa je, ko človek reče, da ne ve, kaj je smisel njegovega obstoja. So ljudje, ki o tem nikoli niso razmišljali. A ni škoda? To se mi zdi najpomembnejše vprašanje, ki si ga moramo zastaviti tekom našega življenja. In ja, dokler ne vemo, kaj je smisel življenja, je smiselno in dobro sprejemati nesmiselne življenjske odločitve. To so pa te, da spreminjamo svoj svet na bolje. In če bi vsak napravil premik v svojem svetu, na katerega ima vpliv v imenu ljubezni in ne v imenu agresije, bi se svet globalno spreminjal na bolje. In potem bi lahko to spiralo nasilja, v kateri padamo kot človeštvo, začeli dvigovati in spreminjati v drugo smer. Kdaj antidepresiv? Glede na to, da sem psihiater, bo koga tudi zanimalo, kakšno je moje razmišljanje o tem. Antidepresiv je lahko tudi šentjanževka. Teda, če nekdo želi živeti čim bolj naravno, se lahko na začetku odloči tudi za to, dobite jo brez recepta v lekarni, lahko kot čaj, pa si ga kuhate 2-krat dnevno po 2 žlički, kar je malo naporno, tudi odmerek ni vedno isti, ali pa vzamete priprave, ki šentjanževka, naprimer Deprim v kapsulah, kjer je ta odmerek že določen in prilagojen. Ponavadi se jemlje 2-krat dnevno, se dobro prenaša. Lahko so edino težave, da je človek malo bolj občutljiv na sončno svetlobo, ampak to ponavadi, ko so te jesenske in zimske depresije, takrat je lažje, zdaj je malo težje, ko odhajamo v poletje. Je pa treba prebrati tudi možnosti vplivanja z drugimi zdravili. Tu je kar nekaj interakcij. Drugače pa je šentjanževka tako učinkovita kot klasični antidepresivi te prve linije. Če je vzrok depresiji razlog, ki je zunaj naše moči vplivanja, se mi zdi smiselno poseči po antidepresivu, naprimer izguba službe. Sploh v teh časih ljudje se iz tega ne morejo nič naučiti.
ne morejo nič predelati, da bojo lahko šli naprej. Ne. Dejstvo pa je, da morajo biti v dobri koži, psihično stabilni, zato da bojo pisali te prošnje za službo in da bojo hodili na predstavitvene intervjuje v čim boljšem stabilnem stanju in dobro razpoloženje in dobro energetsko opremljanje. In potem ponavadi priporočam, da ko dobijo službo, da je smiselno antidepresiv jemati cirka 3 mesece, ker mora si vsak človek izboriti tudi svoj prostor v neki hierarhiji, ki je na nekem delovnem mestu že vzpostavljena. Druga zadeva je recimo huda telesna bolezen ali pri sebi ali pri svojcu. Ne. Pri svojcu moramo biti močni še za njega, ne smemo pokazati, da nam je težko. Ne. Huda telesna bolezen pri sebi, se pravi, to ni nekaj, kar bi lahko mi odanalizirali, je in gre za izgubo in je za pričakovati depresijo in takrat so antidepresivi smiselni. Pri ljudeh, ko ozaveščajo zgodne razvojne deficite, ne, travme, ki so se jim zgodile v življenju, morajo pa hkrati funkcionirati tu in zdaj v službi ali pri študiju. Ne. Ker pogosto takrat, ko smo bili otroci, nismo imeli moči vplivanja in smo lahko samo stisnili zobe, potlačili bolečino, zato da bi preživeli. Ko pa smo enkrat varni, ko smo bolj ali manj samostojni, ko imamo mogoče svojo družino ali pa še posebej, ko dobimo svoje otroke, ne, takrat pa se odprejo vrata naše preteklosti. Ne. Ko jaz skrbim za svojega 2, 3, 4, 5, 6-letnega otroka, se vprašam, kako so pa za mene poskrbeli moji starši, ko sem jaz bil še otrok, in takrat pridejo travme iz otroštva ven. Ampak če moram takrat funkcionirati v družini, če moram hoditi v službo, mi je potem antidepresiv lahko pomembna bergla, da to pomembno obdobje soočanja s svojo žalostjo, s svojimi strahovi lažje prenesti. To je ena izmed redkih situacij, ko rečem, da nekdo mora imati antidepresive, če škodi svojim otrokom. Ne? Se pravi, če se izživlja nad njimi z jezo, s skipljivostjo, razdražljivostjo, ker to preprosto ni prav. In če to počne, mu pomagam ali z antidepresivi ali pa tudi z antipsihotiki, ker te pravice raniti druge, še posebej otroke, nima nihče. Ali pa v primeru globlje depresije z nezmožnostjo funkcioniranja ali pa samomorilnostjo, ne, takrat so antidepresivi smiselni in v dobro. Gibanje je lahko pomemben antidepresiv. Naredili so eno raziskavo, ko so vzeli depresivne ljudi, pa jih je jemalo antidepresive, pa jih je teklo 1 ura na dan, pa je bil učinek podoben. Gre za to, da, tako smo prej rekli, agresija, ko se prebije ali gre ali v človeka, takrat se kaže kot žalost, ali gre z njega ven, takrat se kaže kot skipljivost, razdražljivost, če gre pa v mišice, pa to deluje kot antidepresiv. Kako se spopasti s strahom, smo videli, dost 30% ljudi v splošni populaciji je občutilo panične napade, tako da verjetno dosti več se je soočilo s strahom. Tisto, kar je pomembno, je, da strah razumemo. Da razumemo situacijo, v kateri se je pojavil. In zato so to pomembno vprašanje, kdaj je bilo prvič, kaj se je takrat dogajalo v mojem življenju. Druga možna pot je sprejeti, da je v ozadju vsakega strahu v svojem bistvu, v svoji globini strah pred smrtjo. Zato je pomemben moj odnos do smrti in moj odnos do minljivosti, tako kot smo gledali prej, če delamo smiselno in v dobro, potem ni nekega obžalovanja in ni strahu pred minljivostjo. Če pa gre življenje kar mimo mene, pa je ta strah nemir meni in gre življenje mimo in je izguba in negotovost.
Pomembno je, da predelamo razloge za strah in ga pustimo za sabo. Če je razlog za strah danes v moji preteklosti, da je treba iti tja, ko smo rekli, da je prvič, kaj se je takrat dogajalo. Da dam strah iz sedanjih odnosov, iz sedanjega dogajanja v tiste odnose, v tiste dogodke in potem lažje grem nevtralno v odnose danes, to in sedaj. Človek ne more biti sproščen in prestrašen hkrati. Tu pomagajo tehnike sproščanja, avtogeni trening. Lahko se zvečer vležemo, stisnemo mišice in sprostimo. Najprej pa čutimo to razliko. Najprej na prstih na nogah, pa cele noge navzgor, prsti na rokah, od vršičkov navzgor, po trupu navzgor, na koncu vrat in glava. Napnemo mišice in sprostimo in to naredimo z vsemi mišicami našega telesa. In to delamo vsak dan po 1 uro, da ta občutek prežame naše telo. In potem recimo, če začutimo strah v avtobusu, napnemo mišico roke in ko jo sprostimo, pustimo, da ta občutek preplavi celo naše telo in lahko na ta način strah kontroliramo. To je recimo ena takšna tehnika vedensko-kognitivne terapije, ko je bilo prej vprašanje. S strahom se lahko tudi soočimo. Recimo, ko imajo ljudje strah iti od nekega varnega prostora, ko se oddaljujem dlje, kot grejo intenzivnejši je strah in potem se hitro vrača nazaj. Teda, če recimo imamo strah pred vožnjo, gremo najprej, če recimo imamo težavo priti do Ljubljane, pa gremo iz Maribora najprej do Hoč, pa nazaj, pa ko smo dovolj sproščeni na vožnji do Hoč, potem podaljšamo do Celja, pa potem do Trojan. Skratka, lahko treniramo. Vse podobno z vsemi drugimi situacijami. Včasih je dobro recimo pri enem strahu dati hierarhično lestvico 10 situacij, od najmanj do najbolj ogrožujoče in potem gremo najprej v najmanj ogrožujoče in ko se tam sprostimo, potem napredujemo po tej lestvici do najbolj ogrožujoče situacije. Fajn pa je, če delamo to tudi skupaj s terapevtom. Antidepresivi in pomirjevala tudi pomagajo, v glavnem se uporabljajo antidepresivi. S pomirjevali je križ, ker zelo pomagajo, ampak ste z njimi lahko, če z roka ne odstranjujete oziroma ne odstranite na poti v odvisnost. Psihoterapija. Koncept je, da namesto, da so ljudje doma sami v času staleža, da pridejo k nam in predelujejo svoje notranje konfliktne vsebine, tako da namesto, da grejo v službo, pridejo k nam in so od jutra, lahko dobijo tudi zajtrk, do kosila dobijo kosilo, včasih so kakšne aktivnosti tudi po kosilo in potem se vrnejo domov v domače okolje. Tako da ta prostor se mi zdi izjemno dragocen. Imamo klasično skupinsko terapijo, likovno, glasbeno terapijo, včasih imajo psihologinje tudi učijo tehnike sproščanja, tako da je zelo, zelo fajn. Toplo priporočam. Vprašanja in odgovori. Mogoče je zdaj čas, da ugasnemo to deljenje. Evo, super. Hvala za tole predstavitev. Tako, evo, zdaj imamo pa še malo časa, če ste želeli karkoli posebnega vprašati, konkretnega, lahko zapišete ali pa kar odprete zvočnik. Tole pogledali, kako lahko pozdravimo strah, če ne vemo izvora. Zdaj, pogosto je to stopensko. Najprej gremo recimo, kdaj sem se prvič takrat počutila. Govorim o Evi, ki je to vprašala. Kdaj sem se prvič v življenju tako počutila in kaj se je takrat dogajalo. Je recimo odnos s tem človekom, kakšne lastnosti je imel tisti človek. Recimo, da je bilo to v službi. Pa vidim, pa se vprašam, kakšne lastnosti je imel tisti človek. Ali me te lastnosti na nekoga spominjajo? Ali sem ga že mogoče nekje prej srečala? Kdo je bil ta človek? Skratka, lahko gremo stopensko, potujemo nazaj.
Druga stvar je recimo preko sanj, ne? Pa fajn je, da imamo beležko na nočni omarici in si sanje zapišemo čim bolj natančno od začetka do konca. Pa mogoče skozi sanje dobim kakšno sporočilo, kje je izvor mojih strahu. Skratka, potovanje k sebi ni preprosta naloga, to je potovanje, ki lahko traja. Ker če bi mi naše obrambe, kamor sodi tudi potlačevanje, tako kot sem prej omenil, če sem jaz otrok, pa sem prepuščen na milost in nemilost drugim, lahko svojo bolečino samo potlačim. In to je zdaj potlačeno, jaz nisem v stiku s tem. Če pa naenkrat bi to prišlo ven, bi me preplavila žalost, bi me preplavil strah in takrat se lahko zlomim. Zato je treba počasi ozaveščati te vzorce. Ko nekaj izrinemo v neobstoj, prvo, kaj naredimo, je, da vsebino odcepimo proč od čustvene komponente. In ko pride do ozaveščanja, najprej pridejo čustva, najprej pride strah. In zato imam jaz tisti refleks se mi zbudi, tisti refleks otroka, odrini to spet proč od sebe v neobstoj. Če pa grem skozi strah, pa pridem do vsebine in potem lahko te spomine spet sestavim. Skratka, gre za eno daljšo potovanje in potem lahko to pozdravimo, ko pridemo do izvora. Ampak brez skrbi, ko iščemo, tam tudi najdemo. Če vrtamo dovolj globoko, pridemo vedno do nafte. Drugo vprašanje. Sama opažam, da zelo težko prenašam pasivno-agresivne ljudi, prišla do sporednice iz matične družine, kako postopati z njimi. Postavljanje meja. Celo življenje se učimo postavljati meje v odnosu z drugimi ljudmi. In zrelost je to, saj ni zrelost v tem, da imamo z vsakim človekom isti odnos. Nekoga bomo spustili na meter razdalje, nekoga bomo spustili čisto blizu, pa ga bomo objeli, nekoga na 5 metrov, nekoga niti v sobo not ne bomo spustili. Ampak zrelost pomeni tudi sprejetje, da smo se ljudje sposobni spreminjati. In mogoče nekdo, ki ga ne pustimo blizu, pa smo ga pustili čakati zunaj sobe, pa bo mogoče že čez mesec, 2, leto, 2, pa bo nežno potrkal na naša vrata, pa mu bo mogoče vredno vrata odpreti, pa ga povabiti v svojo bližino, pa bomo marsikaj lahko dragocenega od njega dobili. Tako da gre za postavljanje meja, gre za ozaveščanje, kak se naš odnos, zdaj smo pri tem težko prenašam pasivno-agresivne, kak se odnos razvija od začetka do tega trenutka. In dobro je videti, da je pomembno, da so odnosi dvosmerni. Nihče ne more zahtevati od drugega, da spoštuje njega, hkrati pa sam ne spoštuje nobenega. Fajn je, da na začetku odnosa, da stopamo za a priornim spoštovanjem, potem pa si je spoštovanje treba zaslužiti. Telesna aktivnost ali pa šport oziroma kaj mislite glede tega pri premagovanju teh recimo težav, stres, tesnoba? Odvisno od športa in odvisno od človeka. Naprimer, če je kakšna punca, ki se ne zna boriti zase, postaviti zase, tam se mi ne zdi slabo, da se odloči tudi za kakšno borilno veščino. Ampak nekdo, ki je že a priori agresiven, pa da se odloči za boks, se bo stanje samo še poslabšalo. Recimo nogomet. Nogomet, če ga tako pogledamo, je to vojna med dvema armadama. Imamo levo krilo konjenice, desno krilo, imamo napadalce, imamo obrambo in zabijanje golov. To je vojna v malem, se podobno je z šahom. Skratka, pomembno je, da vsako športno aktivnost damo na tehtnico, kaj je v bistvu zadaj. In se potem odločimo, ali je to za nas dobro ali ne in za katerega človeka. Ker recimo, če se nekdo odloči za borilni šport, ne gre samo za to, da bo nekdo delal neke vaje v telovadnici, ampak se bo tudi družil z ljudmi, ki se tam zbirajo. In več kot je agresije prisotne v tistem prostoru, več bo tudi v človeku.
Policija, ne, tam sem na začetku dal slajd, da je v Ameriki 25% ljudi v splošni populaciji agresivnih med 4 stenami. Med policisti je ta številka 40%. Zato, ker policisti, ko grejo na teren, so v stiku z agresivnimi ljudmi, pa z dejanji, dogodki, ki so posledica delovanja destruktivne agresije. In tako ta agresija vstopa v njih noter, ne? In potem imajo sami težave na tem področju. Mogoče še čisto zadnje vprašanje, pa bomo res mogli počasi zaključiti. Tako. Znajdemo se v stiski, kakšni so naši prvi koraki. Najprej treba videti, kakšna stiska je, kaj je njen vzrok. Treba je videti korenine, ker če smo mi samo pri simptomih, samo pri posledicah, smo v enem začaranem krogu, s tem si ne moramo nič pomagati. Simptomi so naši prijatelji, sporočajo nam, da nečemu nismo kos in da moramo nekaj spucati. Recimo, dobro je slišati njihov pomen, glavobol pomeni nekaj razumsko ne zmorem predelati. Življenje je tisto, ki me stiska in duši, težave pri srcu kažejo na čustvene težave. Skratka, treba je slišati simptom, ga vzeti kot svojega prijatelja in tam mi bo pokazal smer, v katero smer moram iti razmišljati, da najdem korenine stiske. Ne? Kaj to je? Ne? Prvi korak je, da najdem korenine. Kaj je to, kaj je razlog? Pa da nekaj naredim, da tega razloga za stisko ne bo več. Ne? Vsak stres nam lahko tudi pomaga, da neke svoje nove veščine zgradimo ob nekem stresu, da lažje pridemo skozi, ko se takšna situacija ponovi. Ne? Vedno se učimo. Evo, zaenkrat je to vse z naše strani. Mogoče, Miloš, še vaš zaključni pozdrav, če želite. Hvala za lepe komentarje. Vse dobro želim vsem, ki ste bili danes tu, pa vse dobro na vaših poteh. Teda lep pozdrav vsem skupaj. Srečno!